Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Vse večje stiske ljudi, tako finančne kot čustvene, pustijo posledice pri najbolj ranljivih skupinah, pri družinah in mladoletnikih. V teh časih je značilno, da kazniva dejanja, ki se zgodijo znotraj družine zaradi finančne odvisnosti družinskih članov, pogosto ostanejo skrita med domačimi zidovi, da je manj prijahtih kaznivih dejanj. V porastu je tudi mladoletniška kriminaliteta, mladoletniki storijo več premoženjskih kaznivih dejanj, močno je zaznati tudi nasilje med mladoletniki. In kakšne so naše rešitve? Vsekakor okrepljeno sodelovanje policije z Centrom za socialno delo in pedagogi v šolah, ki morajo znake družinskega nasilja prepoznati in nanje ustrezno in pravočasno reagirati. Ozaveščanje žrtev družinskega nasilja v programih pomoči žrtvam. Usmerjenost predvsem v preventivo. Okrepljeno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju boja proti družinskemu nasilju in mladoletniški kriminaliteti. Okrepljeni preventivni programi tudi znotraj izobraževalnega sistema. In pa vsekakor na koncu zagotoviti sistem varnosti žrtvam teh kaznivih dejanj po prijavi. Naslednje področje je področje delovanja društev. Predvsem tisti, ki delujejo v izrazito javnem interesu, ki so zaradi številnih predpisov in različnih področjih pri svojem delovanju zelo oteženi. Vzemimo za primer gasilska društva. Gasilska društva, ki so eno najbolj številčno organiziranih oblik v sistemu zaščite in reševanja in delujejo prostovoljno, kar pomeni, delujejo brezplačno. Ta društva se srečujejo z problemi pri nabavi opreme in pri samem delovanju, ki se njihov sistem delovanja financira skozi sredstva lokalne skupnosti in pa požarnih skladov, kar pa je vsekakor premalo za njihovo delovanje na območjih, kjer delujejo. Če smo v tem letu dejansko spremljali dogodke v Sloveniji v primeru, ko je prišlo do žleda in pa o poplavah, so bila gasilska društva tista, ki so v sistemu zaščite in reševanja naredila ogromno. Ogromno, ker brez njihove pomoč državljanom ne bi bila zagotovljena. Zato predlagamo rešitev, da se zmanjšajo administrativni postopki v sistemu pridobivanja teh sredstev, ki so vsekakor več kot potrebno za delovanje društev, se pravi organiziranje prireditev, naj bo ob prijavi enostavnejše, naj so administrativni postopki poenostavljeni. In pa vsekakor predlagamo oprostitev plačila tistih dajatev obveznosti, ki zelo bremenijo društva, ali je to SAZAS, avtorske pravice, ali karkoli, kar veže stroške društev. Ker ves dobiček, ki ga pridobijo na teh prireditvah, pol gre za stroške, ki so res da pri teh humanitarnih organizacij nepotrebni in tudi pri ostalih sektorjih. Hvala.